Kakšen je njun odnos, kdo koga pošilja po sok, kdo se bolj jezi, koliko je med njima tekmovalnosti na in zunaj košarkarskega parketa? Kako živita svoje športne sanje? Gorana in Zorana Dragića, ki kot prvi bratski dvojec v Evropi igrata v istem klubu v ligi NBA, smo obiskali v Sončni dolini. To je nekaj najlepšega, da lahko z bratom igraš v istem klubu, še posebej, če je on prvi zvezdnik ekipe in to bolj ti lahko pomaga. Zdaj Zoran v Phoenixu, mestu na robu puščave z 1,5 milijona prebivalci ter 330 sončnimi dnevi letno, začenja novo življenje. Zaenkrat živi pri Goranu. Vas starejši brat kaj zelo komandira? Ne, niti ne, mislim. Zelo sem vesel, da mi je dal streho nad glavo, tako da zelo veliko mi pomaga. Bratska ljubezen v družini Dragić ne ostane skrita. Že od malega vedno držita skupaj, vedno si pomagata, zdaj za pogovor prvič po dolgih letih ne potrebujeta več Skypa. Kaj bi pri Goranu najbolj občudujete na bratno? Na Goranu vse, mislim. Vse, mislim, kako je borben, kako se znajde v kakšnih trenutkih, res misliš, da ne more dati koš. Pa nasploh kot oseba je zelo miren, posebej zdaj Gogi bolj miren, ki je dobil otroka. Jaz pa v bistvu, mislim, dozorevam pač. Sem v bistvu bil zelo živ, ko sem bil mlajši in tako, ampak zdaj tudi jaz, ko sem izven terena, v bistvu bolj se šparam in pač izkoriščam to energijo takrat, ko je le potrebno. Goran brata vidi predvsem kot zelo delovnega in borbenega. Izmeri tam, kadar ga rabiš, rad pomaga ostalim, ne samo sebi, pa meni. Tako da mislim, da je zelo odprt. Vsi, kakor v reprezentanci, vsi ga poznajo kot največjega, kot bi rekel, šaljivca, ki se zmeri heca. V središču Phoenixa v soboto popoldan ni nikogar, zato lahko z Goranom in Zoranom Dragićem mimogrede preverimo, kako je založena trgovina njunega delodajalca. Nekaj enic ima sin Mateo, ostale pa množica večjih in manjših navijačev Sunsov, a zdaj bo treba ponudbo dresov razširiti. Do you have number 10 already? No. We're going to be doing that stuff probably closer to opening night. S tem, ko sta Goran in Zoran Dragić oblekla majico sonca v zgodovini lige NBA, postala šele 15. bratski dvojec v istem moštvu. Sanje so se uresničile. Nikoli si nisem mislil, da bo nekaj skupaj zaigrala v istem NBA klubu, tako da mislim, da je to fenomenalno. Končno sem lahko malo časa z mlajšim bratom. In hkrati šele začele. Zmeri si damo nove cilje, ne bom nehal sanjati, tako da moja želja je, da svojo kariero nadaljujem v NBA-ju. Toda kljub dolgoletnemu igranju v Evropi in odličnim predstavam v slovenski reprezentanci je Zoran Dragić v NBA le začetnik. Kako težka je pot navzgor, dobro ve njegov starejši brat. Jaz sem tukaj, da mu pomagam. Mislim, da sem to izkušnjo že dal skozi. Prvo leto nisem igral enih 50-40 tekem. Tako da tudi jaz sem imel že takrat težave pri sebi. So se pojavili te dvomi, da bi šel nazaj v Evropo, sem dovolj dobro za to ligo. Lanska izjemna sezona in uvrstitev med 15 najboljših igralcev lige NBA sta najboljši dokaz, kam sodi Goran Dragić. Kaj zdaj svetuje bratu? Da mora biti potrpežljiv, mora dobro trenirati. Ste vi potrpežljivi po naravi? Mislim, vsak hoče igrati, seveda včasih mi ni prav, ko se kaj zgodi, ampak tako, mislim, moraš zadržati vse noter in biti samo fokusiran na to in samo čakati svojo priložnost. Priložnost mu bo dal, ali pa ne, Jeff Hornacek, nekdaj all-star košarkar, lani za legendarnim Gregom Popovičem, drugi najboljši trener lige NBA. Jeff Hornacek's a very fair coach too, and if he earns the time, he will get it, no matter who is ahead of him, what their stats are, what their contract is. Gneča na položaju branilca je pri Sunsih tako velika, da trener opozarja, da nihče nima zagotovljenega mesta. No, skoraj nihče. Well, I think we'll have Goran on the team. But no, what we like to tell the guys is they're always battling for minutes.
Borbenost, dobra obramba in izboljšan met so vodstvo kluba iz Arizone prepričali v nakup še drugega Dragića, a njuni vlogi in položaj v moštvu se zelo razlikujeta. Vsi so me sprašvali, če mi je to v bistvu, če me to moti, zato ker me vsi pač kličejo kao mlajši brat Goran Dragić, ampak ne, mislim, tako kot sem rekel, jaz sem vesel, da imam takšnega brata. V Phoenixu o Goranu že dolgo poslušamo le lepe besede, zdaj tudi o Zoranu. Both of them are a pleasure to be around. You know, like I'm sure everyone in your country is as nice as those two guys, right? Zgodbo o slovenskih bratih v dresu Sonce navdušila tudi navijače, saj so Zorana že na prvi pripravljalni tekmi sprejeli z največjim aplavzom večera. Ja, ne vem, če sem najbolj priljubljen. Včeraj, koliko je deloval, Zuki, ki je šel igro, je dobil standing ovation, tako da vsi novinarji so me spraševali, kaj je zdaj to. Takšna pritožba je seveda šala, toda Gorana in Zorana že od nekdaj krasi zdravo rivalstvo. V tem se malce razlikujeta od drugega para bratov pri Phoenixu, dvojčkov Markusa in Markifa Morisa. He's there to help me. Any rivalry? No. They're a little different. Goran and Zoran, they'll battle each other. You know, Markieff and Marcus sometimes let each other score, but not those two guys. To še ne pomeni, da se nimava rada, ampak pač oba tekmovalni osebi, rada, kadar si zadava eno stvar, rada nadija na 100%. Zato sta se odločila, da v prostem času nikoli več ne igrata 1 na 1, saj bi lahko postalo preresno. Sicer pa se resno nikdar ne spreta. Včasih mi gre mogoče malo na jetra, ko me pošilja, v bistvu kao, da mu grem po sok, ampak ajde. Zdaj še lahko, ko sem v njegovi hiši, koliko bom šel na svoje, pa ne bo več tako. Ampak ja, drugače pa vse najboljše, res. Zelo sem vesel, ko sem prej omenil, da imam takšnega brata, da mi je do take visoke tak visok nivo. Drugače pa mislim, da ga moram še malo reči spraviti, ne bo ga glih preveč. Glih to, kar hočem sok, nikoga ne prenese. More razumeti, jaz sem 3 leta starejši, tako da jaz imam že stare kosti, veliko tekem sem že odigral, tako da mi je težko vstati. Tako da prosim v bodoče, da... V bogoče v bistvu še en teden, pa ko se preselim, pa mogoče bom poslal, ne vem, po pošti. In kako vi doživljate uspeh bratov Dragić? Denis, kaj praviš ti? Ja, kaj pravim jaz ali kaj pravijo gledalci? Poglejmo najprej, kaj pravijo gledalci, kaj za nas pomeni prisotnost bratov Dragić v ligi NBA. Tole so odgovori, ki smo jih ponudili. Zanimivo pa vsi pravijo, kar 56,7% gledalcev pravijo vse navedeno, se pravi, poleg prepoznavnosti države, tudi zgled mladim, spodbuda mladim košarkarjem in pa potrditev dobrega dela v slovenski košarki. To so rezultati naših gledalcev. V razmeroma kratkem času je glasovalo okoli 200, tako da dobili smo kar nekaj glasov, ampak kot rečeno, pravijo, da očitno je to zelo, zelo dober oziroma pozitiven signal, vsi so nanj zelo ponosni. Če pa vprašaš mene, kaj jaz mislim, najverjetneje bolj tole kot oče, bi rekel, zgled mladim, da je mogoče uspeti s trdim delom, zagotovo en tak pozitiven signal. Zagotovo pa vse našteto, Denis, hvala lepa. In hvala vam, spoštovane gledalke in gledalci, da ste bili nocoj z nami. Sledi oddaja 24 ur zvečer, ne zamudite, mi pa se znova vidimo prihodnji četrtek. Lahko noč in srečno.